Z nami je Peter Zorman. Zase pravi, da pri svojem delu nikoli ne išče bližnjic in da mu nikoli ni bilo žal, da je danes to, kar je, kljub številnim uram dežurstev in neprespanim nočem. Nedvomno ima občutek za estetiko. Je plastični in estetski kirurg, ki opravlja tudi najzahtevnejše rekonstrukcije. Doktor Zorman, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Kaj svetujete nekomu, ki se oglasi pri vas na kliniki z željo po estetskem posegu, da bi dosegel svoje pričakovanja? Najpomembneje je, da pacient ve, kaj lahko pričakuje, kajti končni cilj vsakega estetskega posega je zadovoljstvo pacienta. Zato mora biti seznanjen s tem, kakšen končni rezultat lahko pričakuje, takojšnji in tudi dolgoročni, vedeti mora, kakšni so možni zapleti, kako se jih rešuje, kakšno bo okrevanje in predvsem moramo biti prepričani, da razume, kaj bo načrtovani poseg prinesel. Kako pa se pogovorite, kakšen je ta prvi stik, da ga prepričate, da bodo njegova pričakovanja realna, tega, kar si želi? Naš cilj je, da stvari, ki sem jih prej naštel, natančno predstavimo, da vidimo, da jih on razume in da ve, kaj lahko pričakuje. Če pa imamo občutek, da pacient kljub temu ne razume in nima realnih pričakovanj zaradi kakršnihkoli razlogov, potem ga skušamo od posega odvrniti oziroma posega ne opravimo. Ker pacient ne more priti na našo kliniko in reči, želim si to, prosim, da mi naredite to in to. Vedeti moramo, da je seznanjen z vsem tem, o čemer sem prej govoril in da razume, kaj bo poseg prinesel. Se pravi, ga lahko tudi zavrnete, če lahko tako rečemo? Veliko pacientov zavrnemo, ravno zaradi teh razlogov, o katerih sem prej govoril. Nekaj ste že omenili, pa vendar, kaj si vi želite od posameznika, recimo, ki pride k vam z neko tako željo? V kakšni fizični, pa tudi psihični kondiciji naj bo ta človek? Seveda estetska medicina nekoliko odstopa od klasične medicine, kjer je treba človeka pozdraviti neke bolezni. Tukaj ga na njegovo željo želimo izboljšati njegov videz, zato nam to nalaga dodatno odgovornost. In predpogoj, da se lahko pravi poseg, je, da je pacient nam pripravljen, da je v dobri fizični kondiciji, da nima pridruženih bolezni, in tako naprej. Poleg tega pa, da poseg opravi zato, da bo izboljšal svojo samopodobo, samozavest in ga ne opravlja zato, da bi ugodil nekomu drugemu, izpolnil pričakovanja nekoga drugega. Tako da to je zelo pomembno, da ugotovimo, kaj ga posegu samo motivira. Se pravi, si moraš takega posega neizmerno želeti? Predvsem moraš biti prepričan, da bo s posegom zadovoljen in da bo po opravljenem posegu kvaliteta življenja in samopodoba boljša, kot je bila prej. Kaj pa je po vašem ideal? Kaj je lepota? Lepota je lepota. O lepoti je težko govoriti. Mogoče je to malo v širšem pomenu se z lepoto ukvarja, je to bolj domena umetnosti, mogoče filozofije. Mene kot estetskega kirurga bolj zanima, bolj govorimo o lepoti kot o telesni privlačnosti. In lepota ni neka lastnost, ampak je nekaj, kar zaigra na določen način na naš senzorični ustroj, na naše nevrone in za vsakega je nekaj drugega. Tako da ni uniformnih meril, po katerih lahko merimo lepoto. Saj to je subjektivno doživetje, če tako rečem. Danes se zdi, da živimo v družbi, ko pravzaprav družba od nas zahteva neko popolnost. Vse več mladih se odloča za kakšne posege, predvsem dekleta, polnejše ustnice, dvig zadnjice je zelo v modi. Kaj je tu narobe? Ja, verjetno to, da živimo v vedno bolj površinski družbi, kjer so take lastnosti vedno
bolj pomembne in prihajajo do izraza. Vendar moramo vedeti, da socialni vidiki lepote so dobro raziskani. O tem so bile napravljene mnoge študije. In dejstvo je, da sodniki lepšim ljudem pripisujejo nižje kazni, da imajo bolj plačana delovna mesta in vsaka raziskava pokaže, da imajo lepši ljudje srečnejša življenja. In čeprav se zdi, da nepošteno, da taka površinska lastnost ima tak vpliv, ne moramo tega zanikati. In zato je zlahka razumljivo, da se nek posameznik odloči za spremembo neke telesne hibe, ki ga ovira, da bi v življenju zaplul s polnimi jadri. Kakšno vlogo imajo tu družbena omrežja po vašem? Polna so lepotic? Veliko manjšo, verjetno, kot bi pričakovali. Moj odgovor bo tukaj nekoliko drugačen. Ne? Plastična kirurgija ni namenjena nečimrnim izbrancem, medijskim zvezdam, bogatim posameznikom, ampak običajnim ljudem, kot smo midva, recimo. In motivirati poseg, kot sem že rekel, posameznika mora k posegu motivirati dejstvo, da ga upravlja zase in da bo s posegom zadovoljen, ne da ga upravlja pod vplivom partnerja ali družbenih omrežij, družbene prisile ali kakorkoli. Vsekakor pa je, kot pravim, družba vedno bolj površinska, naša življenja krojijo mediji in socialna omrežja in seveda posledice tega se povsod kažejo, ampak ljudje ustvarjamo to družbo in nekako smo sami krivi za to. Kakšne posege pa sicer upravljate vi pri mladih, recimo? Pri mladih so najpogostejše korekcije prirojenih nepravilnosti, kot so korekcije štrlečih uhljev, nepravilnosti nosov, korekcije podbradkov. Pri nekoliko starejših potem so seveda vedno najpogostejše korekcije dojk pri ženskah, pri moških preoblikovanje telesa z odstranitvijo maščobe, pri starejših pa posegi za odpravljanje znakov staranja. Ste se srečali s kakšno željo, kakšnega najstnika po estetskem lepotnem posegu, pa da so bili starši zraven, recimo? To je pogosto, ne? In tudi opravimo posege pri najstnikih, ne? Ker je zelo tanka, težko je reči, da je nek poseg samo estetski, ker mora pozitivno vplivati na samo podobo in s tem lahko mogoče odpravimo neko drugo hibo, s korekcijo telesne hibe odpravimo neko psihološko hibo in zato, če so štrleče uhlje, operiramo pri otrocih, lahko pred vstopom v šolo, pri 16 let starih puncah korekcije nosu, seveda, če te telesne značilnosti bistveno odstopajo od nekega povprečja, ne? In zato jih zlahka razumemo, zakaj jih ovirajo pri vsakodnevnem življenju, socialnih stikih, če hočete tudi pri sanjarjenju ali kakorkoli. Kaj pa najbolj nenavadna želja? Nenavadnih želje so izjemno redke in včasih zelo nenavadne, ampak o tem ne bi govoril. Okay. Pa vendar, kako se pogovorite z nekom, ki si želi recimo ekstremno velikih ustnic ali pa ekstremnega povečanja prsi, na primer? Nekak cilj estetske kirurgije je vračanje naravnega. In zdaj pretirana odstopanja nekako niso tako pogosta in tudi niso zaželjene, zato ker imajo dolgoročne slabe posledice. Ljudje, ki si želijo pogosto, kot ste omenila, pod vplivom družbenih omrežij, partnerjev in tako naprej, nekih ekstremnih posegov, jim je pač potrebno razložiti, da to dolgoročno ni dobro za njihovo zdravje. In marsikdo to razume. Če pa tega ne razume, pa se da mu prijazno razložiš, da ti enostavno kot zdravnik tega ne moreš opraviti. Vmes ste omenili partnerje, marsikdo verjetno misli, da bo s tem rešil kakšen osebni problem. Ja, in to je neprimeren kandidat za estetski poseg. V modi so različna polnila. Kakšna je razlika med njimi? Večinoma uporabljamo hialuronsko kislino kot polnilo, trajna polnila se ne uporabljajo več, saj so
povezana z preveč dolgoročnimi zapleti. Uporabljajo se tudi polilaktična kislina, kalcijev hidroksiapatit. Nekateri so dalj časa delujoči, povzročajo stimulacijo kolagena in tako naprej, ampak 90%, 95% posegov se opravi s polnili iz hialuronske kisline. Zelo v modi je zadnje čase tudi neko dejstvo, beremo, ko se kirurgi iz tujine dobijo v nekem stanovanju, čez vikend opravijo posege z različnimi polnili, mastno zaslužijo in gredo domov. Kaj bi svetovali ljudem? Da to ni varno, zato ker zapleti pri injiciranju polnil so izjemno redki, če pa so pa lahko zelo hudi, kot je na primer huda alergična reakcija, ki se lahko konča z oteženim dihanjem, lahko tudi smrtjo, lahko pride do zamašitve pomembne arterije, odmrtja kože, celo slepote. In zato je fajn, da se te posegi opravljajo v nekem sterilnem okolju, kjer je na voljo tudi moč reševati takšne zaplete. O tem, kar ste omenila, sam ne vem veliko, ker slišim je po pripovedovanjih svojih pacientov, tako da težko o tem karkoli rečem, je nekih dokazov ali karkoli, ampak vedno bolj pogosto pa rešujemo zaplete nekih posegov, ki niso bili upravljeni strokovno. Lahko pretiravanje s polnili spremeni tudi mimiko obraza? Pretirana uporaba polnil lahko pretirano poveča prostornino obraza, spremeni obrazne poteze, obraz postane napihnjen, lica prevelika, pogosto ustnice prevelike, nepravilne oblike, pri smejanju se usta ne premikajo naravno, oči postanejo manjše. Vsi smo že videli take obraze, za katerimi se ljudje obračajo iz različnih razlogov. Kako je pri posegih, pri kadilcih? Njih zanima tudi to. Je pri njih kaj drugače? Njih obravnavate kako drugače? Nikotin zožuje krvne žile in zavira, slabo vpliva na celjenje tkiv, poleg vseh ostalih slabih lastnosti, ki jih ima. In zato so posegi pri kadilci toliko bolj tvegani. Rane se slabše celijo, lahko pride do odmirane kože, pogostejša so vnetja in tako naprej. In zato je treba, določeni posegi so še posebej občutljivi na to, kot so recimo dvigi obraza, korekcije trebuha z abdaroplastiko in tako naprej. In včasih, če pacient ne uspe nehati kaditi, posega ne opravimo oziroma mu svetujemo, da dokler ne preneha s kajenjem, ne razmišlja o posegu. Kakšno vlogo pa igra starost pri posegih? Tukaj je bolj pomembna biološka kot kronološka starost. Vemo, da se vsi staramo različno hitro in če pacient nima pridruženih bolezni, če je v dobri fizični kondiciji, se lahko posege opravi tudi v pozni starosti, po 70. 80. letu. Vaši začetki so zelo zanimivi. Ne, v življenju je tako, odpirajo in zapirajo se različna vrata in na to načeloma nimaš vpliva. In potem se ti odločiš, kako boš v danih situacijah reagiral na podlagi nekih predhodnih izkušenj in tako te pot pripelje na kamor te pač pripelje. Tako da tudi pri meni ni bila to neka odločitev, ki je zorela ne vem kdaj, zdelo se mi pa vedno to lep poklic in zanimiv. Ni pa, da bi čutil, da so moje roke kakorkoli drugačne od kogarkoli drugega in da mi je položeno v zibko, da bom zdaj to počel daleč od tega. Kaj pa vas je navdušilo takrat, da ste si želeli postati zdravnik? Navdušilo me je to, da lahko kombinacija najrazličnejših tehnik, se pravi tehnika v povezavi z medicino.
In nasploh mikrokirurgija me vedno sem si želel mikrokirurgijo in vedno sem hrepenel po tem, da bom nekoč pa lahko upravljal. To je bila recimo moja strast, kar nekaj let, predno sem se začel s tem ukvarjati. V estetsko kirurgijo pa sem zašel pa bolj po naključju, kot sem prej omenil. Kakšna pa je pravzaprav razlika med estetsko in rekonstrukcijsko kirurgijo? Razlika med estetsko in rekonstrukcijsko kirurgijo je veliko manjša, kot bi si morda mislili. Če za primer vzamemo rekonstrukcijo dojke, je pomembno, da tkivo, s katerim rekonstruiramo dojko, preživi na mestu, kamor ga prenesemo. Seveda pa zelo pomemben tudi estetski vidik, kako dojka izgleda, da je prisotna simetrija, pravilna velikost in tako naprej. Enako recimo replantacija odrezanega prsta. Vemo, kakšno funkcijo imajo, ampak seveda je pomemben tudi estetski vidik. Roka drugače izgleda, če ima 5 prstov kot 4. Tako da meje med tem dvema področjama so zabrisane in ravno zaradi tega se je estetska kirurgija razvila na temeljih rekonstruktivne kirurgije, ker se uporabljajo zelo praktično enake tehnike pri obeh. Kaj je vaš moto? Še vedno v prvi vrsti želim ostati zdravnik in zato ne želim imeti naravne rezultate in ravno zaradi tega ne prisegam na pretiravanje, na dolgoročno oziroma na rezultate, ki bi trenutno prinesli neko zadovoljstvo in bi bili dolgoročno slabi. Kakšen tim imate za seboj? Verjetno vsi dihate kot eno. Ja, to je prednost če imaš svojo kliniko, da si lahko izbereš sodelavce, s katerimi se dobro razumeš, s katerimi imaš enake poglede in v družbi katerih ti je prijetno. In to je zelo pomembno. Tudi zato, da si lahko cele dneve praktično to počneš. Koliko estetskih posegov pa opravite letno, recimo, če se dotaknemo malo številk? Operativnih posegov, se pravi v globoki sedaciji oziroma splošni anesteziji, opravimo okrog 300, jih opravim manjših estetskih, teh minimalno invazivnih posegov pa niti ne vem, ampak verjetno čez 1000. Kako aktualno je pomlajevanje obraza? Je tega veliko? Pomlajevanje obraza je vedno bil en pogostejših estetskih posegov. Naj tu prednjači zlasti korekcija vek, dvig obraza, korekcija vratu. In trendi grejo v to, da so rezultati, da uporabljamo tehnike, ki so manj invazivne, prinašajo pa enake dolgoročne rezultate. In na tem mestu je morda vredno omeniti, da kirurški posegi prinašajo veliko bolj naravne rezultate v večini primerov kot minimalno invazivni injekcijski posegi. In na splošno pa velja neka zmota med ljudmi, da bo, ko vidijo te prenapihnjene obraze, da je to posledica kirurških operativnih posegov, je pa ravno obratno. Saj z operativnim posegom tkiva vrnemo na mesto, kjer so bila, zapolnili pa samo napihnemo tkiva in ne govorim, da so polnila slaba. Polnila so krasna stvar v pravih indikacijah, v pravih rokah. Ampak zaradi teh pogosto neetične, če tako rečem, uporabe polnil, imajo ljudje napačno predstavo o našem delu. Zakaj je sploh ženske tako strah gubic? Kakšni so razlogi vaših pacientov? O tem smo že nekaj govorili. Vsak si želi izgledati tako, kot se počuti. In glede na to, da ima lepota velik vpliv pri socialnem življenju, je razumljivo, da nekateri ljudje želijo odpravljati znake staranja oziroma umiliti znake staranja, koliko dolgo se da. Kaj pa moški? Podobno. Vedno več je moških, ki se odločajo za te posege. Včasih je bilo na naši kliniki 10% moških, zdaj jih je že 20%.
nekaj letih. Trend se spreminja nekoliko. So drugi posegi, ampak še vedno niso estetski posegi rezervirani samo za žensko populacijo. Kako pa vam rekonstrukcija, ki je nadvse zahtevna, sicer pomaga pri estetskih operacijah? Še vedno mislim, da je dolgotrajno delo na področju rekonstruktivne kirurgije predpogoj za razvoj dobrega estetskega kirurga. Hitenje v estetske vode takoj po končani ali še pred končano specializacijo menim, da ni dobra popotnica in dobro za nadaljnje delo. Rekonstruktivna kirurgija te nauči tehnik, ki ti pridejo zelo prav kot estetskemu kirurgu. Poleg tega ti pa da občutek za tkiva in te nauči, kako se pravilno ravna s tkivi. In sicer terja veliko časa in energije, ampak je zelo, zelo dobra popotnica za estetske vode. Na kliniki ponujate številne storitve, človeka lahko polepšate od glave do pet. Česa je največ ali pa v porastu v zadnjem času? Največ je še vedno, kadarkoli v Sloveniji sicer nimamo registre in se ne delamo statistike opravljenih posegov, tako da bolj ko ne lahko govori za svojo kliniko oziroma za to, kar dela. Američani zelo natančno vodijo te statistike in pri njih je zadnja leta oziroma že kar desetletje največ korekcij dojk, povečan, zmanjšan, dvigov. Pri moških liposukcij, korekcij nosov, na obrazu pa dvig obraza, korekcija zgornjih vek, nosovi, rinoplastike. Koliko posameznikov pa se k vam vrača ponovno nazaj, ker hočejo še več? Ni, to mislite na ljudi, ki potem izgubijo zdravo mero in postajajo tako imenovani kirurgoholiki in želijo opravljati posege praktično vsak mesec, vsako leto, kakorkoli. To je praviloma napačna indikacija, ne? Ampak teh ljudi je zelo, zelo malo. Tukaj se zdravi nekaj drugega, nek globlji psihološki problem v ozadju. Dostikrat pa ljudje ob pozitivni izkušnji izgubijo strah in se vrnejo še na kakšen potreben poseg. To je veliko bolj pogosto, kot da bi imeli ljudi, ki pretiravajo s posegi. Saj jih od tega tudi odvrnemo v končni fazi. So posegi tudi lokalni lahko nevarni? Kot sem že rekel, tudi drobni injekcijski posegi so lahko smrtno nevarni. Kdaj bi sami odsvetovali estetski poseg? Komu? Za estetski poseg niso primerni ljudje, ki so nekaj kategorij, ki nekako prižgejo rdečo luč in nekako nam povejo, da posega ne smemo opraviti. Ena od teh je ljudje, ki so pretirano zahtevni, seboj nosijo slike znanih osebnosti, čeprav jim niso tudi daleč nepodobni, natančne skice posegov, ne razumejo, da človeško telo ni glina, ki jo lahko prosto oblikuješ. Potem so problematični ljudje, ki so neodločeni, ne vejo, ali bi se operirali ali bi se ne bi operirali. Se je naša naloga, da predstavimo, kaj bomo pri posegu opravili, kakšni bodo rezultati, kaj lahko pričakujejo. Odločitev za poseg pa mora temeljiti na globih željah posameznika in jo ne more kirurg sprejeti. Potem so pacienti, ki nikoli ne najdejo dobre besede za katerega od prejšnjih zdravnikov, ki zelo hitro za svoje probleme obtožijo nekoga drugega. Potem so, kot smo rekli, ljudje, ki si želijo neprestano nekih posegov. To so vse kategorije, ki jih ne smemo operirati. Bi svetovali, naj se za poseg ne odločamo hipno, če si že tega želimo? Vsekakor. Normalno je, da pacient pride na posvet, da se pogovori o stvareh, o katerih sem prej govoril, in da si vzame čas za razmislek. Posegi iz danes na jutri niso potrebni
in se jih lahko bolj pogosto obžaluje. Zato tega praviloma ne delamo. Najlepša hvala za klepet in obisk v našem studiu. Hvala vam za povabilo. Z vami sem bila Nataša Repovž.